Na gradbišču Vila Bloko Vrbišče je investitor Imoreal pripravil tradicionalno praznovanje ob zaključku večjih gradbenih del Odomaš. V Imorealu obujajo tradicijo in na vseh njihovih objektih ob zadnji večji betonaži pripravijo ta tradicionalni dogodek v gradbeništvu, ki pa vedno bolj izginja iz zavesti ljudi. V podjetju Imoreal nadaljujemo tradicijo izgradnje stanovanjskih objektov v Murski Soboti in tudi v ostalih delih Slovenije. V tej regiji smo prepoznavni kot izvajalec kvalitetnih, modernih stanovanjskih blokov, ki jih zgradimo vsakih par let. Smo vas pa namesto na tradicionalni temeljni kamen tokrat poklicali na druge, za nas gradbince, pomemben dogodek na gradbiščih, ki je tradicionalno prisoten v naši družbi, ga pa predvsem mlajše generacije več ne poznajo, mi ga pa vsa ta leta prakticiramo in ga slavimo. To je Odomaš oziroma po slovensko likov. V slovenščini se uporablja beseda likov za zaključek grobih gradbenih del, se pravi, in se postavi na koncu likov se postavi tradicionalna smrečica, ki obeležuje začetek inštalaterski in obrtniški del, se pravi finaliziranja objekta. Po verovanju nas gradbincev, pa tudi po ljudskem izročilu, ta smrečica prinese srečo objekta in odžene neke zle sile z objekta. Se pravi, mi upamo, da bo nam ta smrečica prinesla srečo temu objektu in stanovalcem, ki bodo v prihodnosti živeli v njem. Likov beseda izvira iz nemščine in jo slavijo praktično v celi Evropi ta dogodek, ni to neki naš lokalski običaj, izvira pa že ta tradicija iz predkrščanskih časov, iz poganskih obredov. V našem območju Prekmurja se pa bolj ohranila oziroma uporablja za ta dogodek beseda Odomaš, ki izvira iz madžarščine, iz Adomaši oziroma posvetitve. Tako da v enih delih Prekmurja govorijo z ojem Odomaš, v delih Prekmurja, ki so pa bolj pod madžarskim vplivom, pa z ajem Adomaši. V slovaru tega prekmurskega jezika pa je z ojem Odomaš. Murska Sobota tako po nekajletnem premoru v gradnji stanovanjskih objektov pridobiva 20 novih stanovanj, ki bodo vseljiva avgusta prihodnje leto. Imamo 2 vertikalna stolpa, kjer je v vsakem stolpu 10 stanovanj, in skupno garažo, v kateri garaži so namenjena parkirišča, 26 parkirišč za uporabnike objekta. Vse skupaj imamo 6 dvosobnih stanovanj, 8 trosobnih stanovanj, 4 štirisobna stanovanja, pa 2 4,5-sobna stanovanja. Ta 2 sta na vrhu, čez 140 kvadratov površine. Veliki poudarek na tem objektu smo dali tudi na zeleno energijo, se pravi, objekt bomo ogrevali, se pravi, ogrevali objekt in ogrevali sanitarno vodo preko črpalk voda, se pravi, da ne bomo onesnaževali okolice. Tudi glede izolacij, toplotnih izolacij, smo se zastavili visoke standarde, tako da po neki naši izračuni celo spadamo pod kategorijo A2, se pravi, da manj kot 15 kW na kvadratni meter bo poraba energije na tem objektu in sama stanovanja imajo predvideno talno gretje. To je en standard malo višji, kot je bilo do zdaj v praksi v Murski Soboti. Kaj se tiče ostalih zadev, imamo tudi predvidene 5 parkirišč za obiskovalce tega objekta, se pravi, če kdo pride v goste, bo lahko zunaj parkiral, in še 5 parkirišč je na zunaj za bodoče lastnike samega objekta. Poudaril bi to, da je dejansko objekt plod domačih projektantov, se pravi, arhitekturi je delala gospa Barka Sušek, strojne inštalacije je delal gospod Velner, elektroinštalacije Matoš, Aleš, projekti požarne zaščite pa delal Vept. Tako da je dejansko in samo zunanjo ureditev pa delal Marko Lazar, da smo vključili vse lokalne projektante
da nekaj doprinesemo Murski Soboti. Pričetek objekta je bil 4. julija in rok dokončanja objekta je nekje konec junija 2017, potem še en mesec imamo za pridobitev uporabnega dovoljenja in objekt bo vseljiv avgusta 2017. Podjetje Imoreal pri vseh svojih projektih v Prekmurju pa tudi drugod poskuša uporabiti čim več domačega znanja in izvajalcev. Meni osebno je veliko zadovoljstvo pozdraviti vas na tako velikem gradbišču v Murski Soboti. Mi relativno redko ali pa zelo redko karkoli gradimo v Murski Soboti, glede na to, da smo še zmeraj največji gradbinec v Sloveniji, nažalost se v tej regiji bolj malo dogaja. Letos imamo veliko srečo, da je to eden izmed 2 velikih objektov, ki jih gradimo, drugi je gospodarski objekt za avstrijsko podjetje Xal, ki ga bomo tudi zdaj v teh časih končali. Upamo, da te vile Vrbišče pomenijo nov standard, bom rekel, gradnje in potem tudi bivanja ljudi v Prekmurju in da so to znanilci, da dejansko gospodarska rast Pomurje prinaša boljše čase, kjer bodo ljudje, bom rekel, boljše in kvalitetnejše živeli. Upam, da tudi mi z svojim delom prinesemo k temu, da bo projekt končan v predvidenih rokih in potem, bom rekel, tudi bivanje bodočih kupcev, stanovalcev prijetno v teh objektih. Likov oziroma Odomaš pa investitorjem pomeni tudi neko prelomnico, saj se takrat projekti začnejo tudi resno prodajati. Ljudje zaradi nezaupanja v preteklosti v Sloveniji je bilo več teh nepremičninskih nasedlih naložb, se previdno lotevajo nakupa nepremičnin in hočejo videti to, kaj bodo kupili. Zdaj so dobili objekti obrise in čeprav imamo mi zaradi naših preteklih Sončnice in Cvetkove izrazito pozitiven imidž, kar se tiče stanovanjske gradnje, nekako vseeno se povpraševanje z rastjo objektov začne dvigovati. Tako imamo zdaj, mi pričakujemo, da bomo prodali teh 20 stanovanj v naslednjih 2 letih, ampak po dosedajšnjem priznanju, po vpraševanju, verjamemo, da bo nam to uspelo že prej. Saj imamo v fazi gradnje že prodanih par stanovanj, kakor tudi že več ali manj fiksne rezervacije kupcev, ki si urejajo financiranje za ta nakup. Tako da pričakujemo, da bomo imeli nekje, ko bo objekt gotov, prodano polovico oziroma okrog polovice teh stanovanj v tistih prvih poletnih mesecih naslednjega leta. Povpraševanje je zadovoljivo, povprašujeta po stanovanju 2 glavne strukture kupcev, to so mlajše pare, ki jim je to prvo samostojno stanovanje, ki prihajajo ali od staršev ali iz nekega najemniškega stanovanja, kakor tudi starejše pare, ki prepuščajo svojo nepremičnino svojim otrokom ali pa se preprosto hočejo eno energetsko učinkovito z nižjimi stroški nepremičnino za svojo starost. Srednja kategorija, ki je omembna, ampak je manj kot teh 2 kategorij, so pa družine, ki rabijo večje stanovanje zaradi večjega števila otrok ali kakikoli drugih razlogov. Prodajna cena stanovanja 1500 € po kvadratnem metru, plus davek, DDV, se pa razlikuje glede na pozicije stanovanja. Se pravi, ali je više ali nižje, če je večje ali ne, ampak ne dramatično. Tako da stanovanja so po zasnovi odprta, moderni, svetli tlorise v skladu s sodobnimi trendi v svetu, kar take stanovanja smo že delno s takratnimi trendi uporabili v Sončnici in Cvetkovi in če so v Sončnici še trg, je bil presenečen na tako novo ureditvijo, ko več ni vsaki prostor svoja soba z malimi okni, ampak so to odprti, so pri Cvetkovi že prepoznali to kvaliteto bivanja v takih prostorih in nam je to definitivno pomagalo pri prodaji. Tudi pri tem Vila Blokov Vrbišče smo šli še korak dalje z rešitvami, s toplotno črpalko, stalnim gretjem, z večjo izolacijo, tako da
bo definitivno to naš najbolj sodoben objekt, kar smo ga zgradili. Moram eno zanimivo stvar še poudariti, ki pa dokazuje, da te besede v kvaliteti, v dobri gnjadi in izkušnjah niso prazne. Naša stanovanja v naših objektih izstopajo po ceni rabljenih stanovanj in to krepko. V naših bivših objektih se prodajajo stanovanja po 300-400 evrov više kot v ostalih gradnjah in to tudi kupce navaja, da premišljujejo v nakupu v takih kvalitetnih stavbah kot nepremičninsko naložbo. Saj jim ohranja nepremičnina vrednost in v teh časih, ko so v bankah nizke obrestne mere, je to definitivno projekt za razmisliti, je pa v Soboti tudi veliko povpraševanje po stanovanjih za najem, tako da verjamemo, da bodo tudi taki kupci prišli dobro skozi. Murska Sobota tako po nekajletnem premoru pridobiva nova stanovanja, ki so namenjena vsem, ki želijo bivati v kakovostno zgrajenem in energetsko učinkovitem objektu na dobri lokaciji.